Oče je hodil v jamo vsak dan na šiht, da bi si zaslužil denar za boljši, lepši jutri. Obene pa je sam sebi spodkopaval svoj dom in je prišlo do tega, da so se morali preseljevati potem z teh področij. To je bilo toliko joka takrat po naši vasi. Ljudje so morali zapuščati domove. To pomeni stoj, vsi morajo stati. Mi se bomo ukrcali, ker... Ja. To se spuščamo dol. Maksimalna hitrost je 4 metre na sekundo. Bomo najprej se odpravili v nedrje, kjer se je vse skupaj to začelo. Kjer hočete se usedete noter. Dnevni rekord imamo mi tle v Velenju preko 33.000 ton nakopanega premoga in ta dan spravljenega tudi ven. Pred nama je odkop in te sekcije ščitijo rudarje na odkopih, ko pridobivajo premog. Kajti na meter pa pol takega odkopa lahko deluje tudi 400 ton pritiska zaradi posedanja zemljine. Kajti ko mi odkopavamo, premog spuščamo iz stropa, se zadaj vse poseda do površja in zato nastanejo take ruševine zunaj. Po noči, veste, je bilo najhujše, ko se je začelo, ko so rudarji razstreljevali. To je pokalo 2-krat, 3-krat po noči so streljali, pri nas so se šipe tresle. Mi smo povzročili tako razdejanje s tem svojim podzemeljskim delom. Mi smo zarušili 4 velike vasi, več manjših zaselkov. Z tega področja se je zaradi našega dela moralo odseliti skoraj 2200 ljudi v celi zgodovini delovanja premogovnika. Se je kdo upiral preselitvi? Je kdo nasprotoval temu, da je za vsako ceno želel ostati v svojem domu? Spomnim se enega starejšega možakarja, ki je bil tako navezan na dom, tu pri Jašku Preloge, ki je danes že tudi krepko pod vodo. On je imel v hiši noter podprt strop, tako kot imamo mi v jami podpornike in ga so zelo, zelo težko so ga dobili. Šele ko je voda prišla do njegovega praga, se je odselil. Z veseljem ne gledam te vode, ker sem kar veliko pretrpela, ko sem hodila v to srednjo šolo v Pesje na postajo, ko me je kar zalivalo. V soboto sem še šla lahko po stezi, ponedeljek zjutraj že nisem mogla. Sem se že morala prestaviti, ker se je to pogrezalo. Nimam rada teh jezer. Tukaj v bistvu stojite na dnu jezera, ne? Ja, da se bi bili v vodi. Glejte, v tem delu malo do obale sem. To je lokacija, točna lokacija, kjer so bile škale. Ker morate vedeti, da v teh vaseh so bile cerkve, pokopališča, gostilne, ljudje so stanovali, šole so bile in zarušili smo skoraj 1000 takšnih objektov. Je pa stala ena cerkvena hiša, v kateri smo imeli trgovino in gostilno. In ta fotografija, če jo prerišamo zdaj v današnjo okolje, torej točno tukaj pred nami, ne? Ja, tole. Če gremo še na tole Šoštanjsko jezero, če bi danes posneli tole sliko, bi bila bistveno drugačna, kajti to jezero je danes bistveno večje in sega gor proti Gabrkam. To jezero že preko 90 metrov ima globine, ampak to jezero se danes še krepko globi in širi, kajti vso odkopavanje se v glavnem dogaja tle spodaj. Ampak to govoriva o razliki kaj? Ta slika je nastala katerega leta, da lahko primerjava, v kolikem času se je potem to razširilo? Tale slika je stara približno 10 let. V 10 letih se je potem jezero... Bistveno večje je to.